Takole, prenosi gibanja. Napišemo v zvezke. Reduktor je mehanizem, ki zmanjša hitrost gibanja. To se lahko doseže z različnimi zobniki ali pa z uporabo polža. Se pravi, karkoli, kar nam zmanjša hitrost gibanja, imenujemo reduktor. Ta prvi primer, če pogledamo zobnik A, ki je majhen, se zavrti enkrat ali pa malo več kot enkrat, dvakrat, da se ta zavrti šele enkrat. V bistvu se mora ta dvakrat zavrteti, da se ta zavrti enkrat. Se pravi, se zmanjša hitrost ali pa obrati tele palčke. In te palčke rečemo gred. Zmer palčke, ki se vrtijo, so gredi. Palčke, ki so pa pri miru, so pa osi. Ta je prvi primer, drugi primer je s polžem. Polž je ta spodnji del, ta črn. In v bistvu ta stvar se zelo hitro vrti pri polžu, ampak tole gibanje, ki ga potem prenašamo, je pa zelo počas. Tako da spet se zmanjša hitrost vrtenja, zelena palčka se hitro vrti, tale gred, rdeča gred se vrti pa počasi, tako da to je drug primer reduktorja. Kaj bi pa rekel tudi na kolesu, kada gremo, veliko vrtimo, gremo v klanec, zelo veliko obratov naredimo na prvem pedalu, zadnje pa zelo kolo počas premika, ko gremo v klanec. Takrat je že lahko rečemo, da imamo mi v reduktorju, da stvar se počas premika. To je to. Zobniško gonilo prepišemo. Zdaj, zobniško gonilo predstavlja vsaj dva zobnika, ki se med seboj ubirata. Tako se pač reče. Vrtenje se tako prenaša preko zobnikov iz ene gredi na drugo gred. Spet te palce, ki se tukaj vrtijo, so gredi. In Z1, to je tale A zobnik, imenujemo pogonski zobnik in ga vrtimo. Spet določimo tistega, ki mi vrtimo, ga označimo z Z1 in mu rečemo pogonski, ker ga poganjamo. In ta se vrti. Se pa z njim dotika, se z njim ubira, je pa gnani zobnik. Z2, on se pa pač samo vrti. Potem imamo še dva izraza, in sicer število zob pri zobniku. Če bi prešteli te zobe okoli zobnika, bi jih označili s črko D. Tako da D je, pa prešteješ te zobe, poveš to številko. Število zob se pa tudi ujema, če bi rekel ta premer proti temu premeru, premer kroga. Ali pa polmer tega pa tega, ne. Tudi s tem se lahko primerja in se označi črko D. Mi bomo večinoma število zob boste imeli. Potem s črko N pa označimo število obratov. Se pravi, če se ta zavrti enkrat, se bo ta zavrtel recimo dvakrat. To je pa število obratov. Tako da imamo pogonski zobnik za 1, gnani zobnik za 2, število zob je D, število obratov je N. Tole imamo zdaj en primer. Dva zobnika, zanimivo je, kako je z obračanjem, da se vrtijo glih, če sta dva zobnika ravno obratno smer. Če se ta vrti v obratni smeri urnega kazalca, se ta vrti v smer urnega kazalca. Če imamo tri zobnike, se bo tale pa tale vrtila v isto smer. Prav tako spodaj, če pogledamo, se vrtita v isto smer, če imamo tri zobnike. Prestavno razmerje. Prestavno razmerje je zapis odnosa med dvema zobnikoma. Prestavno razmerje označimo s črko I. Sprav, kjeri prestavi imamo in si pogledamo število zob spet. Tukaj jih je 20 gnanih, pogonskih je pa 60. In izračun je tak, število gnanih zob, se pravi D2, 20, deljeno število pogonskih zob D1, 60. Sprav, 20 deljeno 60 in če to pokrajšamo do konca je 1/3, 1:3. Zapišemo prestavno razmerje teh dveh zobnikov. Ali pa zapišemo število obratov pogonskega zobnika deljeno z številom obratov gnanega zobnika. N1 deljeno z N2. Ko se ta N1 zavrti enkrat, se N2 zavrti trikrat. Če opazujete sliko, tole animacijo se tudi lepo to vidi. In te dve formuli sta enaki. Zapisa, formula, izraz ali pa zapis, to je isto. Se pravi, I prestavno razmerje je število zobnikov na gnanem deljeno število zobnikov na pogonskem ali pa število obratov pogonskega deljeno število obratov gnanega. Pa dajmo na enem konkretnem primeru pogledati, če je pogonski zobnik 24, pa gnani zobnik 40 zob, bomo rekli 40 deljeno s 24 in ko to pokrajšamo, so lepe številke, če bi 4 krajše, bi bilo tlele 10, pa 6, pa bila še krajša, bi bilo 5, pa 2, pa 5, pa 3, pa bi bilo lepo razmerje 40:24, smo rekli, če krajšamo 10:6, potem pa če pokrajšamo 6:2 je 5:3 in je za razmerje 5:3, kar mi pove, ko se pogonski zobnik zavrti tale 5-krat, se bo gnani zobnik zavrtel 3-krat. Polžasto gonilo. Polžasta gred je vedno pogonski del,
zobnik pa gnani del. Gredi sta si med seboj pravokotni. To je značilnost polžastega gonila. Se pravi, tole ta črn je polž, se vrti hitro in zmer moramo mi tega vrteti. Ne moramo z zobnikom vrteti polža, ampak samo obratno smer. Zmer je polž pogonski del. To je še pa drug primer. Pa pravokotnost, da si te dve gredi, da obrnemo smer vrtenja za 90 stopinj. Zobata letev je primer gonila, ki omogoča spremembo vrtenja v premo gibanje, se pravi nekaj, kar se vrti, spremenimo v gibanje naprej pa nazaj. Tukaj imamo mizico pri vrtalnem stroju. Ja? Ali pa zobata letev pri volanu pri avtomobilu. Različni zobniki. Čelni zobnik omogoča prenos vrtenja med vzporednimi gredmi. To je en primer, tale, čelni zobnik. Ta drugi je pa stožčasti zobnik, omogoča pa prenos vrtenja med pravokotnimi gredema. Tukaj pa vidimo, da so pa za 90 stopinj gredi obrnjene. Naprimer, tukaj je vrtalni stroj, nastavek za vrtalni stroj, priključimo in potem pod kotom 90 stopinj lahko vrtamo v drugo stran. To pa dosežemo s tem stožčastim zobnikom. To sta ta glavna dva zobnika, ki jih morate poznati. To prepišite. So še ostali tipi zobnikov, različnih oblik, ampak za nas je važen tale čelni, stožčasti, pa tale polž. Tudi pri Lego gradnikih imamo tele, recimo to je čelni, te so stožčasti, ta črni, to je pa polž. Potem pa še malo ponovitev gonil iz 5. razreda. Zdaj poznamo verižno gonilo, jermensko gonilo, pa zobniško gonilo. Verižno gonilo je tako pri kolesu, ko imate verigo, tukaj imate jermen, se pravi ta guma, ali pa zobniki vmes. Ves čas se pa dogaja tukaj, da hočemo s temi gonili doseči to, da se tele gredi, te palce, ki se vrtijo, prenaša. Se pravi, tukaj se na daljše razdalje lahko potem prenaša vrtenje, s tem pri kolesu se pravi za poganjanje pedala, prenašaš na zadnjo kolo, na dolgo razdaljo, ali pa z jermenom, ali pa zobnikom. Tako da tukaj so gredi, pa so zobniki, tole je veriga, jermen, smo enkrat pa zobnik. Torno gonilo je pa kolesarsko dinamo, kjer hočemo, da ustvarja tale naš generator na kolesu elektriko, se z dotikanjem gume v gumo ali pa gumo v tokovino, pač s tem dotikanjem prenaša gibanje. Temu rečemo torno gonilo. Ročično gonilo je pa neko gonilo, ki se iz vrtenja, iz kroženja ustvari premo gibanje, naprej pa nazaj. To je pa ročično gonilo.